V sloviti dolini Neretve na vrhuncu sezone obiranja mandarin na tone tega slastnega oranžnega sadeža propada. Odkupni centri so prepolni. Zaradi nizke odkupne cene in višjih stroškov pridelave vse več sadjarjev pravi, da sploh ni smiselno, da bi mandarine obirali. Lastniki odkupnih centrov pa grozijo, da bodo mandarine raztovorili kar na glavni cesti, če pristojni ne bodo ukrepali. Kaj pa je s priljubljenimi izleti v dolino Neretve, ki jih ponujajo tudi številne slovenske turistične agencije? Elena Šterpin-Zupančič. Pred očmi sadjarja iz Neretve se odvija črn scenarij. Prezrele mandarine gnijejo na tleh pod drevesi, saj jih, kot pravi, nima kam prodati. Kot bi 20 let truda izginjalo v nič. Njezna cijena je na rubu egzistencije kompletno. Znači čovjek koji proizvede 200 tona, on ne može jednostavno s tim prvoj sezon živeti. Na Hrvaškem so odkupne cene mandarin nižje kot lanske, znašajo od 25 do 30 centov na kilogram. Stroški pridelave in obiranja pa so poskočili za okoli 20%. Dnevnice za obiralce znašajo 60 evrov na dan. Svoje je prispevala tudi vinska mušica, ki uničuje nasade. Računice ni, le izguba, so obupani sadjarji. Hkrati so nezadovoljni tudi v odkupnih centrih. Imamo 20 do 25% otpada, kompostane stare, nova mjesta za zbrinjavanja nisu napravljena, to znači kolaps. Kompostarna v Metkoviću je sredi sezone obiranja že zaprta in polna gnilih mandarin, saj so že sprejeli količino sadja, za katero so bili vnaprej dogovorjeni. Toda v odkupnih centrih opozarjajo, da bo v primeru, če se nemudoma ne najde rešitev, 40% mandarin ostalo neodkupljenih in pristojne pozivajo. Da v roku 24 sata usposobe odlagališta za smeće, inače ćemo iskrećati robu na magistralu. Po sočne neretvanske mandarine se vsako sezono odpravijo tudi številni Slovenci, tudi v obliki organiziranih turističnih izletov. Se zabava, pleše, je dobro lokalno kulinariko in seveda obira mandarine. Smo v septembru in oktobru odpeljali, lahko rečemo, nekje 20 avtobusov, tako da mi ne opažamo upada oziroma povpraševanja po tem izletu. Hrvaško kmetijsko ministrstvo medtem odgovarja, da je velik del težave tudi v neorganiziranosti pridelovalcev, cene pa tako narekujejo odkupovalci. Pridelovalci da naj se združijo, priključijo večjim organizacijam in prilagodijo. Kot denimo v tej tovarni, kjer 200 ton mandarin predelajo v marmelade in sokove.